Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 24. komentar novic. Poglejmo si skupaj, kot ponavadi, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih sklopih, kjer bodo bližnjice do originalnih člankov navedene kot običajno v samem opisu. In tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tudi danes smo ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. V Formuli 1 smo lahko opazili pravo evforijo okrog Arvida Limblanda. Kot ste lahko prebrali na spletnem portalu Planet F1 10.6., je ta mladi Britanec prvi dobil izjemo pri podelitvi superlicence. Namreč ni mu treba čakati do izpolnitve 18. rojstnega dne, kar pa je konec koncev tik z vogalom. Namreč 8. avgusta letos bo tudi Arvid polnoleten in do takrat, se lahko zgodi kaj marsikaj. Mnogi ga že vidijo, na primer v Red Bullu, kolikor bo Max Verstappen zbral 12 kazenskih točk. A bolj verjetno je, da bo Arvid Limbland bolj intenzivno nastopal na prvih prostih treningih ter si nabiral izkušnje. A zanimivo je čisto nekaj drugega. Da sem sam o Limblandu govoril že mesece. Opazil sem ga že lani v Formuli 3 in letos v Formuli 2 le potrjuje tisti dober vtis, ki ga je pustil lani. Konec koncev v skupni razvrstitvi je v tem trenutku na 3. mestu le 8 točk za Alexom Djunom. In mnogi avtorji so komaj sedaj opazili, kakšnega talenta imajo v vozniški akademiji Red Bulla. Nekoga, ki je vsaj po mojem bistveno na višjem nivoju, kot na primer Liam Lawson, in lahko bi dejali tudi boljši kot Isaac Hadjar. A zanimivo je, da komaj sedaj, ko so pri FIA potrdili izjemo, so ga nekateri opazili, kot da ne bi spremljali nižjih formul in kot da ne bi znali videti tistega izjemnega talenta. Ampak podobno je bilo lani, ko smo govorili o Andreji Kimiju Antonelliju. Imamo strokovnjake, ki se ne prebijejo dlje od tistega, kar piše v Wikipediji. In seveda vidi se, kako navdušeni postanejo takrat, ko vsi drugi začnejo govoriti o določenem vozniku. Ampak Arvid Limbland bo nekdo, ki nas bo verjetno v prihodnje še navduševal. Sam ga ne vidim kot potencialno menjavo za Maxa Verstappena v tem trenutku, ampak da se zgoditi, da bo že letos zamenjal na primer Liama Lawsona. Ampak to verjetno v jeseni, v tistih zadnjih dirkah letošnje sezone. A videli bomo skupaj. Do takrat mora nabrati še kar precej izkušenj. Do sedaj je le enkrat v Imoli dobil priložnost v bolidu starejše generacije, torej Alfa Tauriju AT04, in seveda biti pripravljen za dirko Arabi
še precej. A pustimo sedaj to in lotimo se druge današnje teme. Kot poroča spletni portal GPblog 7.6., so Flaviju Briatoreju postavili dokaj neudobno vprašanje. Namreč novinarje je zanimalo, ali bo dobil Mick Schumacher priložnost pri ekipi Alpine, podobno kot se je zgodilo na primer pri Nicku Duanu ali pa pri Franku Colapintu. In Flavio Briatore je iskreno dejal, da ne razume, zakaj govorijo o Schumacherju. Namreč smo v sezoni 2025 in da mu ni jasno, kaj bi radi izvedeli. In tu moram priznati, da se tokrat popolnoma strinjam z Briatorjem, čeprav, kot je dobro znano, ga ne cenim. Mick Schumacher je imel svoje priložnosti in pokazal je, kako hiter, talentiran in seveda primeren za Formulo 1 je. A verjamem, da obstaja določena struja novinarjev, ki si samo želi priimka Schumacher v naslovnicah, ker bi tako nekateri navdušenci bolj vneto klikali. Ampak razumeti moramo, Mick Schumacher vozi za Alpine v pokalu vztrajnostnih avtomobilov, kar je ločena zadeva od tiste, ki jo vidimo v Formuli 1. In konec koncev, zakaj po vašem mnenju so pri Alpinu najprej dali priložnost Duanu in nato Colapintu, če bi si res tako vneto želeli Schumacherja? Seveda, nekateri, ki sledijo Formuli 1, ne znajo racionalno razmišljati in neprestano sanjati. Ampak takim je treba kdaj pa kdaj tudi malce grobo povedati, da je časa za sanje konec in da se je treba zbuditi. Mick Schumacher je to razumel, ampak mnogi drugi, ki so navijali predvsem za njegovega očeta, izgleda, da ne. A pustimo sedaj to in poglejmo, kaj je zanimivega v tretji današnji temi. V tretji današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motosport.com 10.6. Tu smo lahko prebrali, kakšne pogoje postavlja Ford, da bo ostal v Formuli 1 tudi v prihodnje. In glavni pogoj je, da bodo pogonski sklopi tudi v bodoče hibridni. In mi navdušenci moramo tu potegniti majhno, tanko črto in razumeti, kakšna je vloga Forda v tem trenutku v svetovnem prvenstvu Formule 1. Dobro nam je znano, da v sezoni 2026 se bo, vsaj uradno, ta proizvajalec avtomobilov vrnil na štartni razpored, ampak ne kot dobavitelj pogonskih sklopov, temveč kot pokrovitelj. Projekt bo seveda izdelan v sklopu Red Bull Powertrains, ki bo se okoristil z podporo Forda, ki pa je v resnici samo finančna. Torej, če v bodoče bo Formula 1 spremenila svoje mnenje in bo ukinila hibridne pogonske sklope, bo lahko Ford tudi zapustil cirkus Formule 1. Ampak to še zdaleč ne bo avtomatsko pomenilo, da bomo imeli na štartnem razporedu dobavitelja manj. Le drugače se bo verjetno klical ali Red Bull Powertrains ali pa s kakšnim drugim imenom pokrovitelja, ki bo nasledil Ford. In zanimivo,
kako v raznih medijih lahko dobivamo vtis, da je Ford tisti, ki nekako diktira tempo, ki postavlja pogoje. A v resnici je takšen pokrovitelj kot mnogi drugi, le da prihaja iz avtomobilistične branže. Ampak zgodba se vsaj po mojem ustavi tu. A za danes nam je ostala še zadnja tema. Poglejmo si, kaj sem pripravil. Za konec, kot običajno, tista malce bolj lahkotna, obrobna tema. Kot poroča spletni portal motorsport.com 11.6. ne bomo več spremljali skupinske predstavitve bolidov oziroma barvnih shem pred začetkom sezone 2026. Ideja, ki so jo vpeljali letos, nekako v počastitev 75. obletnice Formule 1, izgleda, da se ni prijela. Treba je poudariti, da v naslednji sezoni stopijo v veljavo nova pravila, novi bolidi in v resnici ekipe bi bile izjemno na tesno s časom, če bi pripravili takšno prireditev, kot smo jo videli letos. Namreč v sezoni 2026 bomo imeli tudi prva zimska testiranja na progi v Barceloni. In to pomeni, da bodo morali biti pripravljeni pri ekipah že tam v začetku februarja. A treba je kot običajno dodati še nekaj. Prvič to, da letos na skupinski predstavitvi smo gledali le nove oziroma popravljene barvne sheme. Tiste prave bolide smo seveda videli takrat, ko so jih ekipe predstavile na lastnih prireditvah oziroma direktno na progi. In celoten smisel tiste predstavitve, vsaj meni osebno, ni bil jasen. In konec koncev zavedati se moramo, da ukolikor imamo v naslednji sezoni novo generacijo bolidov, ne bodo imeli pri ekipah starejših modelov, ki bi bili vsaj oddaleč podobni onim, ki bodo v resnici nastopali, in zato bodo tudi tisti rahlo bolj površni sledilci opazili, da nekaj ni v redu. In verjamem, da so se pri Formuli 1 dokaj hitro zavedali, kakšen polom je bila ta skupinska prireditev. In sam bi želel izvedeti, kdo je tista oseba, kateri je prišlo na misel napraviti takšno predstavitev, kjer mi, navdušenci, nismo videli predstavljenega absolutno nič. A verjamem, nekaterim je bilo všeč, plačali so drage karte in videli tisto, kar so hoteli. A konec koncev lahko bi dejali prva slaba ideja v Formuli 1, ki je bila tako na hitro izbrisana brez prevelikega kesanja. Sedaj čakamo še na sprint, ampak to je moje osebno mnenje. A tudi danes smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.